Ja, jaz bi rekla, da v teh 4 letih v bistvu se komi malo naučiš, ne. Jaz sem čisto začetnica in lokalni odbor SMC Laško je nekako res na začetku in moram reči, no, da sem zadovoljna z delovanjem občinskega sveta, zadovoljna tudi z vsemi pobudami, ki sem jih dobila s strani občanov. Mogoče tiste stvari, kar so sproti prihajale in se nisem povsem strinjala z njim, sem sproti tudi na njih opozarjala. Drugače pa moram reči, da upam, da bodo tudi občani in pa krajani zadovoljni z našim delom, da so zasledili in opazili, da smo dobro delali, da smo izpostavljali vse tiste težave, ki mučijo naše občane in pa krajane, kajti oni so tisti, ki so nam zaupali tale mandat. Jaz sem svoj plan in program dosegel. Jaz sem vse leta ljudem razlagal, jaz bom tako dolgo delal, da bom prišel do tega, da bo šola zrihtana. Ta šolo sem jaz zapustil pred 50 leti. In mi je bil interes to šolo postaviti, ker jaz sem eden tisti, ki izkustanim, da ko ti šolo onesposobiš ali pa jo zapreš v kraju, si kraj najbolje osiromašil. Zato sem vztrajal na tem, da gre in moram reči, rezultat, ki je, da smo v lanskem letu dobili vrtec, imamo zdaj 17 otrok v vrtci in jih že opozarjam, da bo naslednje leto treba dati še en oddelek. Ja, zdaj kot skupina SLS v tem občinskem svetu moram reči, da je bilo to 4-letno obdobje za nas kar izredno produktivno in tudi, kar se tiče vseh predlogov, ki so bili posredovani z naše strani, tudi glede na program, ki smo se ga stavili pred 4 letom, smo tako rekoč v večini realizirali. Seveda vedno ostajajo še neke odprte vprašanja, ampak upam, da ta nov program, ki ga bomo pripravili za naslednji mandat, bomo pač vključili tiste stvari, ki jih nismo zdaj speljali. Ocena 4-letnega obdobja je po našem mnenju pozitivna. Res pa je, da bi z večjim številom občinskih svetnikov lahko tudi kakšen sklep preoblikovali oziroma ga izboljšali. Tako da mislim, da delovanje kot občinski svetniki z 2 glasovama smo pozitivno vplivali na razvoj občine Laško in tudi v dobrobit občanov in občank občine Laško. Želje so že bile na začetku leta, takrat, ko sem kandidiral za občinskega svetnika, da bomo nekaj več storili. Mislim, da nekaj smo naredili. Že to je bil velik uspeh, da neke koalicije ni bilo v tem občinskem svetu, da smo delovali skupno, dost enotno, tako da določene stvari, ki so bile sprejete, proračun, potem te večji projekti, smo jih na nek način, bi rekel, enoglasno sprejeli, s tem, da moram poudariti predvsem to, da odbori, tam, kjer smo delovali, tam smo se po domače povedano na nek način tudi kaj dali presprli. Ja, jaz lahko v imenu svetniške skupine Nova Slovenija – Krščanski demokrati povem, da smo zadovoljni z delom v občinskem svetu. Pred strankarske interese je bilo postavljeno torej dobro občanov in kvaliteta življenja občanov. In jaz mislim, da je to bistveno. Tako da jaz mislim, da je bilo delo v redu, župan je bil korekten, bom rekel, v tem smislu in je to ok. So kakšne vaše programske točke ostale neizpolnjene? Niti ne. Mi smo v zadnjih 4 letih z našim programom, z našimi pobudami v marsikateri krajevni skupnosti uresničili dolgoletne želje. Če pogledamo zaselek Trobni Dol, javni vodovod, če pogledamo sploh Rečico, zelo velike pridobitve takšne, ki jih še v zadnjih 40 letih, 50 ni bilo. Nevsezadnje tudi zelo dobro gojimo program, ki ga bomo izvedli v prihodnjem letu. To so prevozi, brezplačni prevozi za starejše osebe. Nikoli ne smeš biti 100% zadovoljen s tistim, kar narediš, tako da vse dejansko ni bilo izpolnjeno, kar smo si zastavili. Nekateri razlogi za to so čist objektivni, kot naprimer
v program v 4-letni program smo si vključili takrat start-upe, pa en tak zagonska podjetja, da se bomo temu posvečali, ampak na koncu, v bistvu, ko se pogovarjaš z strokovno bolj podkovanimi ljudmi, vidiš, da je v bistvu laški bazen občine Laško precej majhen. Ja, jaz moram reči, z temnim občinskim svetom je bilo res lepo delati. Sicer pogajanja ali pa te zadeve, ki so bila pred samim občinskim svetom, so bila vedno zahtevna, uskladitev vse želje so bile vedno nek naš moto pa cilj. Najprej si želim, da če bom izvoljen, in dejstvo je, da demokracija je pač stvar, ki nekako odloča o naši bodočnosti, vse o moje kot taki, in 18. november je tisti, ki bo nekako to odločal. Jaz si pač želim, da bi vse en mandat preživel brez tega čudežnega VT-ja, ki je zdaj na neki prelomnici v tem trenutku. Jaz sem praktično sanjal o tem problemu, mislim, da to problem, ki ti stoji na glavi, pa je vreden, ne vem, 10 milijonov evrov, ni tak mali problem za tako malo občino, ko je občina Laško. To je praktično si vsak dan nekako pred blokado občinskega proračuna in to bi mi bilo dejansko najbolj hudo. Jaz mislim, da danes smo na tem, da smo to prebrodili, res je bilo težko. Jaz mislim, da smo neko optimalno rešitev iz tistega, kar je bilo mogoče tudi naredili. Mislim, da smo tudi na koncu z Pivovarno Laško kot največjim uporabnikom čistilne naprave naredili korekten del, tako da je tudi novo vodstvo z gospodom Zulijem na čelu ima kar velike zasluge, da je prišlo do te naše medsebojne poravnave. Morate verjeti, da oni pa vsak cent preračunajo, kar je v bistvu pri takih stvarih tudi prav. In to recimo financiranje ali pa graditev čistilnih naprav in pa teh stvari, ki se nekako neposredno zaračunajo občanom, nikoli ne bi smelo biti politično vprašanje, to mora biti čisto vprašanje ekonomije in vedno mora biti v dobrobit občanov. Kaj pa v naslednjem mandatu, kaj vas čaka? V naslednjem, jaz sem bil sicer eden tisti, ki sem ustrajal na tem, da bi se počasi poslovil. Jaz imam danes rojstni dan, ki sem prišel v 66 let, se pravi, da mi zdi, da sem dosti, ampak ljudje na vsak način ustrajajo, da moramo ostati noter, imamo pa mi v kraju še izredno velik problem. Sigurno ena od prvih nalog je urediti čistilno napravo pri večnamenskem domu, seveda tudi urediti parkirišče in pa še dosti teh javnih poti, ki jih je potrebno ljudem usposobiti, da bo imeli približno vsi enake pogoje za življenje v kraji. Glasovali bomo za razvoj podjetništva, za čim ugodnejši položaj tako starejših kot mladih oseb, gradnja stanovanj za mlade družine, oskrbo zdravstveno za starejše in mlajše. In mislim, da bo potrebno dati več poudarka tudi na vse zaselke, vse kraje v občini, da pripeljamo do vsake hiše vodovod, da oskrbimo občane z osnovnimi potrebnimi sredstvi za preživetje. Seveda za naprej ostaja infrastruktura, ki jo moramo naprej reševati, to so te ceste, lokalne in magistralne, ki so seveda tudi vidimo v slabšem stanju, kot so bile. Projekti, ki so ostali, je Kartuzija, Jurij Klošter, moram izpostaviti, ker je ena biser tudi mirnega turizma, duhovnega turizma. In tudi zato želim, in tudi danes povem, da bom tudi na naslednjem kandidiral za občinske volitve, tako da si želim, da še tisto, kar je bilo nestorjenega, še pomagam novemu občinskemu svetu, da poteramo po domače povedano naprej in naredimo še več za Laško. Pa za naprej, kakšne izhodišča imate? Kaj je pravzaprav tisto bistvo programa vašega? Ja, v bistvu je še vedno pomembna infrastruktura za občane, to pomeni vodovodi, ceste,
in tako naprej. Vse tisto, kar izboljšuje kvaliteto življenja občanov, ne. To nam je bistveno, ne. Te osnovne, kako bi rekel, zadeve, ker moramo vedeti, da še vedno kar en velik del, čeprav je bilo zdaj v zadnjih mandatih veliko storjenega na področju vodovoda, ne, še recimo vedno nimajo vsi občani kvalitetne in čiste pitne vode, recimo, ne. Kakšne posebne obljube ne bomo dajali. Gradili bomo na tistim, kar je za nas realno, da lahko uresničimo. Je pa res, da kar smo si zadali, prvi projekt, ko je prevozi brezplačnih za starejše osebe. Jaz upam, da bomo tle uspešni. Bomo pa velik poudarek v našem programu dali na razvoj podeželja. To bo pa eden izmed glavnih poudarkov, kajti čedalje bolj opažamo, da na razvoju podeželja malo zaostajamo. Ljudje si to želijo. Konec koncev opažamo, da če pogledate malo okoli, naše kmetije, naši zaselki postajajo prazni. Radi bi to spremenili, da mladim, tistim, ki tam ostajajo, izpolnimo vse tiste osnovne potrebe, ki bi mogli imeti za boljše življenje. Mi smo se v preteklih 4 letih le pretežno ukvarjali samo z problematiko mladih, pa z tistim, kar je mlada moč kot taka, se pravi društveni nivo, pa šport, kultura, zdravje, poleg seveda dobrobita ostalih občanov. Glede na to pa, da letos odidemo na volitve z lastnim županskim kandidatom, pa to pomeni precej večjo odgovornost in seveda posledično tudi program, ki je precej obširnejši in se ne fokusira samo na problematiko ali pa težave mladih, ampak zajema celotno občino oziroma vse starostne strukture, vse občane in gradi na medgeneracijskem povezovanju.